Bili smo pa zelo delovni, sprejeli smo kar nekaj zanimivih sklepov. Je pa predsednik uvodoma tudi pojasnil ta dogajanja celotne vladne garniture. Imate že informacijo, bo gospa Markeš bila tudi kot poslanka? Nimamo še te informacije, vendar kot stranka to od nje pričakujemo. Kaj je v začetku torej pojasnil premier? Ste rekli, da je pojasnil situacijo? Kaj je rekel? Pojasnil je situacijo glede dogovorov in poteka dogovorov ponovno z ministrom Vebrom, kako je dejansko pridobil informacije, ponovno prosil za dodatna pojasnila in zakaj se je odločil tako, kot se je, da bo predlagal njegovo razrešitev. Pojasnil je pa tudi na kratko, kakšna je bila sama obravnava glede naše ministrice Markešove, ki je že odstopila, kaj je bila vsebina njegovega pogovora z njo takrat, ko se je odločil, da jo bo imenoval za ministrico, in tudi izrazil svoje razočaranje, da mu na njegovo eksplicitno vprašanje tudi glede neoporečnosti magistrskega in diplomskih del ni povedala ta dvom, in zaradi tega je sam sicer storil vse, kar je v njegovi moči, vendar tega ni moral preprečiti. Se je stališče do gospoda Vebra kakorkoli spremenilo s strani Mira Cerarja, ali ostaja ta predlog k njegovi razrešnici? Glede današnjih pojasnil ostaja predlog popolnoma nespremenjen. Do tega predloga je prišel po temeljiten premislek, v številnih posvetovanjih in na njem tudi vztraja. Ker gospod Koprivnikar, zdaj v Desus in SD, to sta drugi dve koalicijski partnerici, praktično razrešitve ne bojo podprli. Je po vašem mnenju to neka sorta nezaupnice predsedniku vlade in predsedniku Markešove? Kako se bojo stranke odločale glede podpore ali ne podpore, bomo videli takrat, ko se bo o tem glasovalo, tako da o tem ne bi špekuliral. Kako pa komentirate te težave kadrovske, ki jih imate zadnje čase z ministri, da je ministrica to samo 3 dni? Ste tudi vi tako razočarani? Niti nisem razočaran. Poglejte, kadrovske težave so imele vse vlade, niso samo stranka SMC-ja, vendar vi morate vedeti, da SMC je stranka, ki ne obstaja niti eno leto, dejansko ne obstaja. Bi pa to poudaril, ko mi pridemo do kadrovske težave ali dvoma o kredibilnosti nekega ministra, je ukrepanje bliskovito in dokončno. Takega ukrepanja bi se v duhu nove politične kulture želeli od vseh. Gospod minister, kako pa gledate na to, da so se zdaj SD ministri vzeli dopust in napovedali aktivnosti? No, na tem nismo navdušeni, glede na to, da je država v težkem stanju in da so pred nami cele vrste zahtevnih nalog, ki jih javnost tako rekoč niti ne opazi, ampak če pogledate dnevni red seje vlade, potem veste, da vlada mora biti polno operativna, zelo delovna, in mislim, da ni primeren trenutek za jemanje dopustov ob vseh zahtevnih nalogah, ki jih izvajamo. Verjetno gre pa vsaj za neko prikrito sporočilo, ne? Mogoče, ampak mi kot vlada delamo naprej, ministri so bili nadomeščeni z državnimi sekretarji in današnja seja je bila zelo delovna. Kljub tem, se pravi, pretresom v koaliciji, v vladi, vi ne vidite za nekih posebnih težav, oziroma kako ocenjujete vi ta položaj? Ne vidim nobene posebne težave. Poglejte, ministrica Markešova je odstopila, zato ker se je izrazil dvom v njeno kredibilnost. Ministra Vebra je sam premier pozval k odstopu, tega ni sprejel, zato predlaga njegovo razrešitev. Našli bomo boljše ljudi za ta mesta, ker je ključno, da ministrstva kot taka delujejo. Niso ključne osebe, ključne so mesta, na katerih sedijo. Mislila sem tudi na SD, ki nekako še vedno ni rekla zadnje besede glede sodelovanja v koaliciji. SD se bo odločil, kako je sodelovanje v koaliciji. Menimo pa, da postavljati pod vprašaj sodelovanje v koaliciji zaradi ministra, ki je storil napako, ni preveč modro. Zdaj, če se to združi še z ministrico, z Markešovo, recimo, če ne odstopi kot poslanka, potem nastane velik problem, ne? Pač koalicija večine ni več, ne? Če ministrica Markešova odstopi tudi kot poslanka, jo bo nadomestil drug poslanec iz kvote SMC-ja. Če pa ne odstopi, se bomo pa s to situacijo soočali kasneje, pa vendar vi sami veste, da se koalicijski pogovori vedno znova preverjajo in sklepajo. Ste tudi podpredsednik vlade, ali je možna tudi kakšna rekonstrukcija vlade, torej menjava resorjev, sploh zato, ker se je zdaj odprl tudi šolski resor, za katerega pa vemo, da nekako v SD tako. Rekonstrukcija vlade je vedno možna, vendar ta trenutek te opcije niso na mizi in o njih se nismo še odkrito ali direktno pogovarjali. Tako da možnost dopuščam, vendar o tem se še nismo pogovarjali. Danes imeli tudi kaj kadrovskih zadev? Recimo je bilo na mizi vprašanje gospoda Rednaka, Ne, drugih kadrovskih zadev, pomembnejših kadrovskih zadev danes nismo obravnavali, čeprav smo poročali tudi tako kot vedno, o predlogih komisije za kadrovske zadeve. Da bi moral gospod Rednak v bistvu nositi iste posledice kot gospod Veber. Da ga zamenja naslednji obrambni minister, ko pride. Menim, da gospod Rednak je bil soudeležen v tem ravnanju in bi moral tudi o tem razmisliti, vendar o tem ne bom sodil. Nekatere ovadbe so padale na Morsu glede žvižgača, menda pa tudi glede ministra Vebra. Kako ocenjujete te ovadbe zdaj? Teh zadev ne poznam dovolj podrobno, da bi jih komentiral. Kaj se vam zdi prav, da bi moral premier Cerar razrešitev vezati zaupnico?
Mogoče, ampak o tem se bo odločil premier sam, to je izključno njegova odločitev. Vam je kaj omenil to? Ne. Kdo pa nadomešča šolsko ministrico? Še nismo odločili. Boste v vaših vrstah SMC iskali novo kandidata? Vedno iščemo najprej nove kandidate v naših vrstah, če bo možno dobiti kvalitetnega kandidata na vsak način. Med poslanskim naborom izbirali, ste kam drugam? Kot rečeno, ni še imen, o katerih bi sploh lahko govoril. Hvala. Hvala.